Mečkaj me je presenetil en citat v predstavitvi tvoji, namreč, da so ti všeč lepi, pametni in bogati moški, s čimer ni nič narobe, ne? Ampak običajno to rečejo punce, ki so na lovu za denarjem. Mislim, da sem nizala, da mora biti lep, pameten, bogat, dober, samo moj in to je v bistvu sanjski moški. Se sem jih hotel vprašati, taki sploh še obstajajo? Sej, to je to. Večkrat pričakujemo nekaj, to je kot en sanjski moški, ki ga v bistvu zelo težko z belo nočjo, pač z lučjo pri belem dnevu najdeš in največkrat pozabljamo ženske same na to, da tudi same ne dosegamo to vrstne ideale, ki jih pa večkrat pričakujemo od nasprotnega spola. Se pravi, najprej treba biti pametna, bogata, simpatična, lepa ženska, da potem ujameš brez slabe vesti še pametnega, lepega, bogatega, simpatičnega moškega. Vedno na tale račun tudi zelo rada pohecam in sicer, če je lep, je kurbir, če je bogat, je str, če je dober, po srcu je siguren kakšen sirmak in tako dalje, če pa pameten, pa pol siguren take, kot sem jaz ne bo hotel imeti, ker sem prezahtevna. Tako da se pohecam, da to je pol to in da takega ni in da nimamo kaj. S tvojim odhodom je Sandra ostala edina samska ženska zdaj v Bratu in ravno ona tudi išče nekega princa na belem konju. Da se ne bomo narobe zastopili, jaz nič ne iščem, tako da jaz sem za mojim stanjem popolnoma zadovoljna, tako da meni je pač v prvi vrsti izpolnjevanje materinskih obveznosti, ker zelo uživam in zadnja skrb so mi res moški. Tako da velikokrat mi kdo pove, sem te videl tam in tam, sem te opazoval tam in tam, pa ti pa ne levo, ne desno ne opaziš čist nič. To se je že zgodilo tudi, če en primer povem, ko smo se predstavljali pač tamle na bazenu, ko sem bila izbrana kot prva po izboru občinstva za Miss Laguna, so mi čestitali, so vedeli popolnoma vse o meni, da me poznajo. Jaz sem bila pa začudena, odkot pa, jaz sem cela 2 meseca ležal poleg tebe na ležalniku, ti ne levo, ne desno, samo svojega sina v bazen, noter, knjigo, sploh se ne oziraš nič, ne? Tako da je bilo to tudi kot en očiten dokaz, da se ne oziram res po moških. Oni opazijo mene, ko mi pa kakšen govori, so pa začudena, ker ga dobesedno res vidim. Moje vprašanje je šlo sicer v čist drugo smer. Vprašanje je bilo, ali se splača čakati na sanjskega moškega, ne? Tako kot Sandra v bistvu ima zelo visoke ideal. Da bi se mogli vse začeti z nekim filmskim poljubom v dežju in podobno, ne? Ne, jaz sem svojega sanjskega moškega že dočakala in vesela sem, da sem izbrala najboljšega očeta pod soncem, kar se ga da izbrati za mojega otroka in zatem je bilo moje poslanstvo tudi delno izpolnjeno. Tako da večkrat se hecam tudi na tale račun, kadar srečam kakšno kolegico, moje prvo vprašanje, in si že našla zanesljivega očeta svojih bodočih otrok, ne, ker mi je marsikatera odgovori, ti veš, to je pa zares pametno vprašanje. Ne, tako da moj otrok ima res najboljšega očka, kar se da. Midva sva izpela svojo dolgoletno ljubezen, ki se je začela še v mojih najstniških letih. Zdaj pa tudi mislim, da je prišel čas, da pa vso svojo energijo posvetimo otroku, ker je glih zdaj v tem otroštvu, ko me najbolj potrebuje.